glede avtonomnih orožij, kjer bi tudi uporabljali umetno inteligenco, sem jaz spremljal to vprašanje, vprašanje eventualne prepovedi avtonomnih orožij, od leta 2015. Takrat je bilo znotraj kroga znanstvenikov umetne inteligence, zelo, močno razpoloženje zoper uporabo umetne inteligence v avtonomnih orožjih. In to je bilo formulirano tudi v odprtem pismu, ki je, tega leta nastalo na konferenci ICCAI, to je glavna konferenca umetne inteligence vsako leto. To pismo je podpisalo okoli 20 000 podpisnikov in, v tem pismu so bili razlogi za to, argumenti za prepoved, zelo jasno formulirani. Potem je pa, so se ta, pogajanja oziroma te pobude nadaljevale, med drugim tudi v okviru Evropskega, parlamenta, ki je, sprejel neki poziv državam članicam, da bi se izjasnile, ali so za prepoved ali ne. Nekaj držav se je, resno lotilo tega, med drugim je tudi Avstrija zelo kmalu sprejela prepoved, vendar pa v drugih državah ni bilo, zadostnega odziva, tako da mislim, da je ta pobuda zamrla in najbrž ne bo nikoli, prišla do kakšnega zaključka. Tudi v Sloveniji smo na naše presenečenje opazili, da, so nekateri krogi, ki si pravzaprav želijo, da bi bila ta, avtonomna orožja z umetno inteligenco dovoljena.